To, kar se je včeraj zgodilo v Mariboru, je za Slovenijo tragedija. Ni šlo samo za peščico tako imenovanih izgrednikov, šlo je za 800 ljudi, ki so se poslužili nasilja in z velikanskim obžalovanjem lahko vsi skupaj ugotovimo, da je šlo predvsem za mlade, za ljudi, ki so bili rojeni pred 20 leti, nekateri celo kasneje. Bilo veliko mladoletnikov, med temi tudi skupaj skoraj 200 pridržanih na vseh protestih. V Sloveniji v teh zadnjih dneh je bilo veliko mladoletnikov. V Mariboru je pač to še posebej del, lahko bi rekli, neke izgubljene generacije, ki je v tej situaciji zaradi takšnih ekonomskih in socialnih razmer, ki pač tam vladajo. In tukaj se moramo vsi skupaj kot družba, kot posamezniki vprašati, katere napake so bile delane v tem času, da je takšna generacija odrasla. Vsi, ki so kadarkoli ali pa vsi, ki smo kadarkoli odločali o zadevah, ki zadevajo mlado generacijo in njihovo rast, se moramo potem vprašati vsi dosedanji šolski ministri, pa mislim, da tudi gospod Štrukelj, ki vodi nek ceh, ki vzgaja to mladino. Tukaj nas čaka zelo pomembna razprava, tega problema ni možno odpraviti. Niti samo s tem, o čemer sem prej govoril, v smislu reforme političnega sistema, niti samo s proračuni, kot naprej gre za globlje vzroke in Slovenija se bo morala s tem soočiti. Tudi to, kar se je dogajalo prejšnji teden, moram reči, da lahko to ugotavljamo, je nekaj, kar pač ne sodi v normalno civilizirano demokratično državo. Sem bil sredi prejšnjega tedna v Albaniji. Albanija je znana po ostrih spopadih med pozicijo in opozicijo, potem, da običajno po volitvah opozicija nekaj časa sploh ne pride v parlament, potem, da so v času lokalnih volitvah na ulicah tirane, barikade in tako dalje. No, ampak kljub temu se v Albaniji ni še nikoli zgodilo, da bi kdorkoli v času volilne kampanje organiziral ali pozival na protest. Ker se vsi politični subjekti zavedajo, da to meče slabo luč na državo, da meče to slabo luč na volilne rezultate, tam si mislijo, da bodo zmagali. In zelo malo držav je, ki se to dogaja, ker se stvari dogajajo na tak način, tik pred volitvami, kot se je to zgodilo pri nas. Hvala Bogu se to ni potegnilo tudi na sam volilni dan. Volitve so bile korektno izpeljane, demokratično in tako naprej, dali so rezultat, kakršnega so dali, ampak pri tem grenak priokus nad temi dogajanji obstaja. Vsi razlogi za proteste, ki so ekonomski in socialni, ki so obstajali v petek, obstajajo tudi danes, obstajajo tudi 2 tedna prej. Ni bilo treba pač pozivati na proteste v času tik pred volitvami. Hvala.